Septembra je bila zaključena montaža glavne tehnološke opreme, kamor spadajo generator, plinska turbina, 60-metrski dimnik in dizelski agregat. Prav tako je bila končana montaža visokonapetostne in pomožne opreme. Trenutno pa zaključujejo tako imenovano hladno testiranje. Hladno testiranje so v bistvu testiranje povezav, torej, če rečem točka A do točka B, plinovod, moraš testirati cevovod, ali je plinotesen, potem gorivovod, ali je oljetesen. In tu so te točke, potem pa tudi posamezne energetske povezave. In ko enkrat to stestirano, lahko rečemo, turbina je ready to go, torej lahko jo zaženemo in takrat začnemo z vročimi testiranji, ko pride dejansko do zgorevanja v zgorovalni komori. Z omenjenimi vročimi testiranji pa pričnejo sredi decembra. Nato sledijo testi sledljivosti zahtevanih parametrov, ki so jih navedli v razpisni dokumentaciji. No, če rečem, razpisna dokumentacija je bila objavljena decembra 2018, potem je sledil podpis pogodbe z Siemensom in projekt je pač stekel. Tako da mi te teste, ko izvedemo, potem lahko izvedemo tudi ta interni tehnični prevzem turbine in temu sledi poskusno obratovanje. Začetek 6-mesečnega poskusnega obratovanja je predviden v marcu. Sledi prevzem turbine, ki je v garanciji, in pa pričetek komercialnega obratovanja. Nekje v jeseni imamo v planu, da turbino prevzamemo in jo lahko potem tudi tržimo tako v komercialne namene kot za osnovno dejavnost, to je sistemske storitve. S 7. plinskim blokom bodo povečali moč elektrarne za dodatnih 53 na dobrih 400 megavatov. Vrednost naložbe znaša 24 milijonov 450 tisoč evrov. Novi blok je sicer del načrtovane zamenjave 3 plinskih blokov, zgrajenih v 70. letih. Mi imamo nekje v planu, da po preteku 3-4 let, ko bomo ugotovili, da so te turbine dejansko sposobne izvajati vse storitve, ki jih mi pričakujemo, tako strani sistemskega operaterja, kot zelo pomembno napajanje nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško, da gremo v postopno zaustavitev starih plinskih agregatov.